kaj vse bi si zaželel in kako čakamo tisto polnoč in kako se pravzaprav otroci razveselijo daril, ampak ta dedek Mraz nikoli ne vpraša, če si bil priden ali ne. In še posebej je naklonjen tistim otrokom, ki so morda bolni ali pa ki imajo manj igrač. No, in tako je s temi dobrimi možmi. Za nas je pa to odrasle, da se skupaj z otrokom potopimo v otroštvo, v tiste čase, ko smo tudi mi bili v stiku s temi bitji in hkrati otroku pričaramo to, da je najlepše, ko smo skupaj, ko skupaj prebiramo, pojemo in se imamo lepo. Drage bralke in bralci, jaz vam želim en čudovit, lep praznični čas. Upam, da v objemu družine in seveda dobrih knjig, pa čim več take zdravorazumske normale. Drage ljubiteljice in ljubitelji poezije, želim vam, da ljubite in ste ljubljeni. V času, ki prihaja, nam vsem želim, da bomo imeli dovolj časa en za drugega, za take male, preproste stvari, kot so branje knjige, družabne igre, pitje čaja, za ta občutek bližine z ljudmi, ki jih imamo radi, naj se raztegne to skozi ves praznični čas in še v celo naslednje leto. Želim vam vznemirljive in sladke praznike, da bi skupaj z družino in prijatelji kaj slastnega spekli in da bi čim več brali. Prazniki so lahko tudi čas, kjer se malo ustavimo, malo mirimo in pogledamo odnose z ljudmi okrog nas, z družino, prijatelji, znanci. Čas za tiste podrobnosti, ki medtem ko živimo, nam nekako spolzijo mimo, čeprav so v resnici blazno pomembne. Tako kot to naredi Ija Ginberg v svoji knjigi, izredno topli knjigi, idealni za praznike ali pa za tudi čist običajen dan.